medved pred našo bajto. Janez medved. O, moj bog, mladiček. O, moj bog. Kanto je prekucno in sem luč pažgala. Le igra se. Rakitna, naselje ob robu najvišjega kraškega polja v Sloveniji, sredi krimskih gozdov, slabih 30 km oddaljeno od Ljubljane, ena od območij rjavega medveda. Kaj ne naredim? Ampak kaj rečem? Brunda, 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 brunda. Posnetki, ki ste jih videli, so od lani, ko so medvede večkrat opazili, tudi na dvoriščih. Tle smo ljudje malo pozorni na take lepotke, ki nastanejo, ki jih medvedje utrdijo za svoje prihode. A vi ste prav na tej potki videli medveda? Ja, sej slikca. Medvedko? Medvedko z mladičkom. Kje je bil pa mladiček? Gor je čakal. Gor jo je čakal. Sej na tehle slikcah zdajle se to dobro vidi. Samoglavan na Rakitni živi približno 2 desetletji. A kako življenje v okolju, kjer je prisoten rjavi medved, izgleda? Kako prisotnost te zveri vpliva na njegov vsakdan? Se bojimo, se to lahko tudi dec prizna. Preveč lahko zgubiš, če kaj provociraš. Jaz sem parkrat ga srečal peš, parkrat z motorjem, največkrat pa z avtom in če sem ga z avtom srečal, sem bil najbolj zadovoljen, ker sem bil not. Prebivalci tukaj smo, pravi, zagovorniki nadzorovanega rečenja populacije rjavih medvedov, a naj se odstreli izvajajo redno in v manjšem obsegu. Zdaj sledi pa masakr, To pa nobenemu ni všeč, 200, ne vem koliko medvedov. Zato so tako dolgo čakali. Odločbo za odstrel 206 medvedov je Ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo maja 2025. Ta odločba je sprožila velik spor med lovskimi organizacijami, stroko in okoljskimi nevladnimi organizacijami, kot je Alpe Adria Green. Slednji menijo, da bi odstrel lahko močno zmanjšal populacijo medvedov, pritožili so se na upravno sodišče, ki je julija lani izvajanje odločbe začasno zadržalo z argumentom, da bi lahko nastala težko popravljiva škoda, če bi odstrel izvedli pred zaključkom postopka. A pozor, ministrstvo je odločbo izdalo na podlagi strokovnega mnenja Zavodov za varstvo narave in gozdove. Višina odvzema ni odvisna od števila konfliktov, ki jih ta vrsta povzroča, ampak temu, da smo mi kot javni zavod, država, zavezani, da spoštujemo tudi program upravljanja Nature 2000. Odvzem se, še razlaga strokovnjak Zavoda za gozdove, lokacijsko odredi glede na to, kje so konflikti pogostejši. Posebej smo ločili ločnico avtocesta Ljubljana-Koper, kjer smo na zahodnem delu, bi to zmanjševanje populacije ne bi bilo. Sprav to, južno, kjer pa se konflikti najbolj redno dogajajo, najpogosteje, sploh v določenih predeljih pa ja. Med konflikte štejemo seveda škode, ki jih povzročajo na človekovem premoženju, približevanje oziroma stalno zadrževanje v naseljih, mogoče neposreden stik, število trkov oziroma povozov in tako naprej. To so tisti ključni, ki se spremljajo oziroma spremlja njihov trend. Podatke o številčnosti rjavega medveda na podlagi analize genetskih podatkov in rekonstrukcije dinamike medvedje populacije je skupaj s sodelavci izdelal eden največjih poznavalcev te vrste pri nas, Klemen Jarina. Glavni rezultat je to, da je številčnost medveda zgodovinsko naraščala in tudi v zadnjih letih v bistvu naraščala in je prišla do ene mere, ko je jasno, da te povečane številčnosti pravzaprav prek socialnih odnosov prožijo, da se medved začel pospešeno širiti prostorsko. Živimo v geografsko majhni državi, medvedov pa imamo veliko, še dodaja. Recimo v Sloveniji živi toliko medvedov kot tretjini skandinavskega ščita skupaj, kar je uspeh varstva, ampak zaradi teh velikih gostot se je medved začel izrivati in še dalje pogosteje pojavljati v bližini naselij, kar pa pol vodi v težave. V ekspertizi so tako ugotovili, da je vzdržno število rjavih medvedov 800. Koliko je po vaših ocenah ta hip rjavih medvedov v Sloveniji? Zdaj ocenjujemo, tukaj prav za zadnji moment zelo podrobnih analiz ni bilo narejenih, ampak ne bilo bistvenih odstopanj. Smo bili za številke 1100 leta spomladi. Se pravi, smo zopet v bistvu
prišli na zgodovinsko najvišjo raven. Ne. V Alpe Adria Green trdijo, da je odstrel 206 medvedov znanstveno neutemeljen, prevelik glede na velikost populacije, usmerjen predvsem v mlajše medvede, ter da ministrstvo uporablja vprašljive oziroma napihnjene podatke o številčnosti medvedov. Če bi mene nekdo recimo 10, 15, 20 let nazaj vprašal, 200 odstrel medveda, mu ne bi verjel. Ne. Ampak je treba te številke vedno gledati pač v primerjavi s tem, koliko jih živi. Ne. Pravzaprav ta relativna smrtnost, ki človek proži, je pomembna. Ne. Ta odloča, se bo populacija večala ali manjšala. Ne. Odstrel recimo 200, če bi imel milijon medvedov, pač je marginalen. Ne. Če imaš pa 300, je pa to pač praktično sledi strebljane vrste. Ne. In pač teh 200 je visoko zaradi tega, ker je zgodovinsko vrsta naraščala, v končni fazi tudi zaradi tega, ker se odstrele v preteklosti zaradi raznih telovadb in pritožb zadržalo, pač mimo stroke pravzaprav. Ne. Rjavi medved je zavarovana živalska vrsta že od leta 1997 in vse od takrat se za nadzorovanje njihovega števila izdajajo odločbe, pravilniki, odloki. Iz odločb za odstrel mora biti jasno, da je to edini možen in zadovoljiv ukrep, pa da z njim ne bodo ogrozili ugodnega ohranitvenega stanja vrste. Prav tako morajo obstajati dokazi, da so ogroženi življenja, zdravje in varnost ljudi, ter da gre za večje škode. Zakon tudi pravi, da moramo določiti, kje bomo medvede streljali, koliko, kakšne. Medveda se ne da po spolu določiti, ampak po teži. In so jih strokovnjaki na kilograme določeni, kjer lahko odstrelijo. Pojasnjuje Mateja Blažič, vodja sektorja za upravne zadeve z področja narave. Vsak odstrel, poudarja, je strogo kontroliran. Izvajajo jih lovci, ki opozarjajo na posledice še enega zadržanega odstrela. Jaz se bojim, da če se bo ta situacija ponavljala, bomo prišli naenkrat do tako velike številke medvedov, da bo potem zmanjševanje števila medvedov predstavljalo en pogrom. In to je tudi za nas lovce nesprejemljivo. Mi lovci medveda gledamo ne samo kot trofejo, ne samo kot plen, ampak kot del habitata. Njegova vloga v habitatu je izjemno pomembna, še pravi predsednik Lovske zveze, a preveliko število medvedov podre vsa ravnovesja. Če je medvedov preveč, zmanjka hrane divjim prašičem, se bodo divji prašiči tudi približali naseljem, približali se bodo obdelovalnim površinam. V bistvu se nam bo ravnovesje podrlo. In nekateri tega ne razumejo. Medvede gledajo samo kot sporadično grožnjo človeku, ne gledajo pa njegove celotne vloge v tem habitatu, v katerem živi. Regionalna cesta iz Škofljice proti Gradišču. Kaj je bilo tukaj? Največ povoženih medvedov. In to je ta pot. Tukaj hodijo prek. Čez, pogre pa čez hrib je tlele Gradišče, tle pa vrh nad Želimnem mestu. Ta del čez odkoli pa levo in desno. Ivan Jordan je nekdani škofliški župan, lovec že več kot 40 let. Včasih, pravi, smo z medvedom znali sobivati. Danes, ko je občina skoraj 3-krat bolj poseljena kot pred 20 leti, je drugače. Mi smo v prostoru medveda, ne medved v našem prostoru. To je ta generalni problem. In potem mi kar rinimo noter naprej v naselje, tam, kjer je največ gozda, kjer je najbolj zelenja, gremo noter hiške postavljati. In zdaj imamo naselja, imamo sprehajalce s psom, imamo motokrosiste, katastrofa. Žival nima več miru. Tukaj se medved giblje točno Ja, to, po gledajte, tem to travniku. je kri mokrc, tole gor, ne? Veste, in tle pride dol, vsi. In gor nima kaj za jesti, veste, gor. Pride pa dol v dolino, da se prehranjuje. Kaj vse vpliva na to, da se medved približuje ljudem? Dejstvo je, da pri nas se kulturna krajina od človeka obdelana pa gozd prepletata in seveda v malo večjih gozdnih masivih starejši medvedje izpodrivajo oziroma odganjajo mlajše. Mlajši so se s tem prisiljeni iskati nov življenjski prostor in s tem se tudi približujejo naseljem. Predvsem problematično je pa to, da potem počasi medved izgublja tisti primarni prvinski strah pred človekom, ker ga je v zgodovini preganjal in seveda se neboječe približuje in išče tudi vire hrane v naši neposredni bližini. Včasih je imel več hrane v gozdu, pripovedujeta sogovornika. Bilo je veliko srnjadi, ki pa jo vse bolj ogroža šakal.
Tudi krmišč za medvede je vse manj, saj evropske smernice za upravljanje velikih zveri dajejo prednost naravnemu prehranjevanju namesto intenzivnega dodatnega krmljenja. Lovci smo z medvedom na teh prostorih desetletja dobro gospodarili. V 80-ih letih, ko je bil pred izumrtjem, smo sami, mimo zakonov, nehali loviti medveda in smo ga ohranili. Medved v tem trenutku ni ogrožena vrsta. In vzdrževanje tako velikega števila medvedov je popolnoma nepravilno, je škodljivo. Dovoljenje za odstrel praviloma velja leto dni. V lanski odločbi so ga zapisali do konca leta 2026. A ker lovci odstreljujejo jeseni ali spomladi, se primeren čas izteka. Zdaj imamo prvič to izkušnjo, da je zadeva na Vrhovnem sodišču in zelo težko predvidevamo, kaj se bo zgodilo. Pa imate kakšne podatke, informacije z Vrhovnega sodišča, zdaj kaj se dogaja z postopkom? Mi smo uradno dobili v začetku meseca aprila informacijo, da je bila o zadevi odločeno in da se čaka pravnomočnosti odločitve. Nam so z Vrhovnega sodišča sporočili, da v zadevi še ni bilo odločeno, časovne dinamike odločanja pa v tem trenutku tudi še ni mogoče predvideti, so zapisali. Ministrstvo v primeru izrednih konfliktov izda tudi interventno odločbo. Med 10 in 20 na leto jih je, letos denimo so jih zaradi ogroženih življenj ljudi izdali 8 za odstrel 9 medvedov, 5 so jih lovci odstrelili. Od leta 2013 do konca maja letos pa skupaj 1815. Vrnimo se na Rakitno, kjer zaradi medvedov veljajo preventivni ukrepi. Medovarni oziroma medvedovarni zabojniki so posebej prilagojeni smetnjaki oziroma kompostniki, ki izgledajo takole. Narejeni so zato, da rjavemu medvedu preprečijo dostop do odpadkov. Torej, glavni namen je, da medved v bližini naselij ne pride do antropogene hrane in to naj bi ključno zmanjševalo konflikte med človekom in medvedom. Pomaga pa seveda, če so ti zabojniki primerno zaprti. Važen je, kaj ljudje odmetavajo, kako zapakirajo in če dajo v tak smetnjak. Če zraven leži ti tak smetnjak, nič ne pomaga. Medovarne zabojnike najdemo na tistih območjih po državi, kjer je rjavih medvedov največ. Poleg Rakitne je to denimo Kočevje, torej občina, ki nekako velja za osrednje območje rjavega medveda v Sloveniji. Loška dolina, tam, kjer se že tako soočajo z močno prisotnostjo zveri, pa Sodražica, Ribnica, Bloke, pa recimo občine na robu dinarskega sveta, kot sta Ilirska Bistrica in Pivka. Vse so table, in zdaj žal medvedje ne znajo brati in grejo naprej, kaj je proti vas. Tisti, ki pa človek tole vidi, mu pa ni čist najbolj simpel, Kljub temu, da medved, kot ste slišali, ne napade človeka, saj je človek njegov naravni sovražnik, je ta strah nekoliko upadel. Pogosteje kot zahaja med ljudi, bolj jih je vajen. Praviloma pa, če se to zgodi, napade medvedka z mladičem. Ker si ne želijo vnovičnih konfliktov, nestrpno čakajo na odločitev sodišča in sporočajo. Tisti ljudje, ki odločajo o tem, kako bojo te ljudje tukaj živeli, včasih nimajo vpogleda v zadevo, in bi bilo fajn, da bi se malo izobrazili. A pričakujete, da se bodo zdaj konfliktni dogodki stopnjevali, zdaj nekako prihajamo v to obdobje? Konfliktni dogodki se zdaj spremljajo preko medvedofona, ki se bo zelo jasno izkazalo, ali kako bo z konflikti naprej. Pričakujemo pa, da na teh stalnih mestih, kjer je Cerkniška, Loška, Dolina, Rakitna in tako naprej, bojo te zadeve še pereče. Do zdaj se je izkazalo, da več kot je medvedov, večja je verjetnost, da pride do konfliktnih dogodkov, kar je logično. Jarina, ki je prav tako domačin Rakitne, za širše razumevanje te živalske vrste še o tem, kakšna žival medved je. Super žival, nekaj bolj brihtnega, ki živi, nekaj bolj radovednega, nekaj, kar nam je zelo podobno, zato so tudi ljubki po drugi strani, pa teh človeških sodb, recimo v prijaznosti, pa sobivanju, ne gre prenašati v naravo, ker so tam čisto osnovni mehanizmi drugačni. Je tudi vrsta, ki zlahka ubije, je v zadnji plenilc,
mi smo ga toliko časa preganjali, da se nas bojijo, ne, ampak še zmeraj, če pride v situacijo, ko more ali pa ko lahko, je navaren, ne, prav primeren odnos, se mi zdi tako spoštovanje. Vi ste rekli, da imate 2 medveda, to pomeni, da ste 2 medveda. Ne, enega sem po planu, en je povožen. Ampak enega ste pa ustrelili. Ja, enega pa ja, ker je po planu. Kako zahtevno je to? Izjemno, mislim, zahtevno, mora znati, veste. Mislim, imamo eno pravilo, ne, da recimo medved od kožuha je dober v mesecu, kam na koncu. September, oktober, november, december. Ravno to, da medveda streljajo takrat, ko ima bogat kožuh in je njegovo meso okusno, je eden izmed očitkov nasprotnikov lova. Kovšca odgovarja. Kakšna razlika je v tem, če na vrat na nos streljamo medvede takrat, ko ne moremo niti ohraniti mesa zaradi visokih temperatur, ko ne moremo uporabiti kožuha in jih ustrelimo in odpeljemo v kafilerijo, jih sežgemo? To je zločin proti naravi. Kolikšna je cena medvedovega kožuha, cena medvedjega mesa, a se to prodaja? Ne. To se v principu ne prodaja. Medvede meso se prodaja, ker če ustrelimo medveda, ki je precej težak, se to meso seveda pokonzumira. In ti uplenitelj ga ponavadi ne more sam pojesti. Večino tega kupijo same lovske družine, se pravi člani lovskih družin. Trgovanje z medvedjim mesom je zahtevno. Poleg zakonsko zahtevane sledljivosti morajo lovci od ministrstva za neobdelan trup vsakega uplenjenega medveda, preden gre na trg, pridobiti potrdilo, da je bil uplenjen zakonito, torej na podlagi odločbe. Vsak kos medvedjega mesa, ki gre v prodajo, pa mora imeti še potrdilo o trgovanju z mesom zaščitenih živalskih vrst. In cena od 30 do 50 evrov za kilogram. Kaj pa v praksi pomeni odstreliti 206 medvedov? Kako to izgleda? Koliko časa traja? Če so odločbe take, da medveda moramo zreducirati v nekem zelo kratkem času, je to enako, kot bi streljali talce. Popolnoma neprimerno. Ne moreš oceniti ne starosti, ne vedenja, ne spola, če nimam samica mladičev zraven. Potem se to počne nekaj na hitro in škodo medvedov. Mi tega ne bi radi. Mi bi radi, da se število medvedov reducira čez celotno leto. Potem imamo možnost postaviti se na kraje, kjer medved prihaja v stik s človekom, potem lahko ocenimo, ali je ta medved agresiven ali ne, in potem je to lovsko, etično in pravično.